do volitev v Izraelu, ki bodo 27. oktobra, je še več kot 3 mesece. Danes leva stranka demokratov izvaja svoje notranje predizbore. Več kot 112.000 registriranih demokratov je imelo pravico glasovati. Stranka je bila ustanovljena leta 2024 za združitvijo strank Labor in Merec. Jair Golan je bil takrat izbran za vodjo stranke. Danes je ena izmed osrednjih strank v opozicijskem bloku, ki upa, da bo zamenjal premierja Benjamina Netanjahuja. Stranka pravi, da bo lista odražala širok prerez izraelske družbe. Za najnovejši razvoj dogodkov je v studiu višji dopisnik Owen Altman. In Owen, ne vse politične stranke v Izraelu imajo predizbore. Demokrati so jih imeli. Rezultati so prišli pred nekaj trenutki. Kaj je najnovejše? Kaj nam lahko poveš? No, Benita, obstaja seznam. So zmagovalci, so poraženci. In za tiste med nami, ki vsak dan spremljamo izraelsko politiko, so tu pomembne človeške zgodbe in zanimive politične zgodbe. Ampak mislim, da je za gledalce v tujini glavna novica ta. To je prikaz moči izraelske levice. Demokrati, kot si omenila, Benita, stranka, ki je nastala predvsem z združitvijo stranke Dela in stranke Merec, vendar je celota večja od vsote posameznih delov. To je stranka, ki ima po naši zadnji anketi za našo sestrsko hebrejsko televizijo potencialno 11 sedežev v naslednjem izraelskem knesetu, kar je skladno z drugimi anketami. In Benita, to je zelo močan rezultat za stranko, ki bi na zadnjih volitvah, če poenostavimo, dobila približno 8 sedežev. Ena stranka je le za las zgrešila prag. V vsakem primeru je to izboljšan položaj. In zakaj? Predvsem zaradi človeka na vrhu, Jairja Golana, o katerem ste govorili, ki ga vidimo na našem zaslonu, ki ga, mislim, določen del izraelske javnosti vidi kot borca, kot nekakšnega levičarskega borbenega populista. In to res odgovarja na to, kar si del izraelske levice želi. Torej borca na svoji strani, ki bo odgovoril Itamarju Ben-Gvirju, populistom in izraelski desnici, nekoga, ki bo resnično udaril po drugi strani. Brez zadržkov, brez opravičil. Jair Golan, omeniti moramo tudi, da je 7. oktobra kot nekdanji visoki častnik izraelske vojske šel sam v kibuce ob Gazi in začel borbo. In to mu seveda prinaša veliko kredibilnosti po celotnem izraelskem političnem spektru. Toda prav njegove kontroverzne, borbene in populistične izjave so ga priljubile določenemu delu izraelske javnosti. Na izraelski levici so ljudje, ki želijo takšno sporočilo. Očitno obstajajo veliki deli izraelske javnosti, ki ne želijo takšnega sporočila na desnici in, kar ni nepomembno, Benita, tudi na sredinski levici, ki jim Jair Golan ni preveč všeč, vendar nagovarja svoje potencialne volivce in svojo potencialno bazo. Omenila si tudi, Benita, da je to ena redkih strank v Izraelu, ki izvaja predizbore. Predizbori stranke Likud bodo morda ali pa tudi ne izvedeni. Trenutno so predvideni, vendar je predsednik vlade Netanjahu jasno povedal, da jih ne želi. Zato je občutek, da so takšni predizbori vse redkejši. Toda v tem primeru je to pravi uspeh za stranko, ki je to predstavila kot pokazatelj moči. 97.000 tistih, ki so se registrirali, je prišlo in glasovalo. Veste, to ni majhno število v državi z 10 milijoni prebivalcev. Zanimivo je tudi, da niso bile vse televizijske postaje dovoljene, da bi poročale o tem dogajanju. Prav, kanal 14, ki ga v Izraelu vidijo kot desničarski medij, so demokrati prepovedali poročati o dogodku. Klasična zgodba iz liberalnega tabora, ki se vidi kot liberalen, ali se lahko bori proti iliberalizmu. Ali naj se bori proti iliberalizmu z uporabo iliberalnih sredstev, če vidi drugo stran kot nepošteno in da ne igra po pravilih, ali naj opusti svoja pravila in začne z njimi boj. To je bilo tukaj ključno vprašanje. To je vprašanje, ki je pomembno v demokracijah v vsem svetu, predvsem za tiste, ki se vidijo kot del liberalnega tabora. Zanimivo vprašanje, ki ga bodo v prihodnjih mesecih zagotovo še podrobneje obravnavali. Omenili ste Benjamina Netanjahuja. Obsoja grozljive izjave, ki jih je dal rabin o verskih vojakih. Povejte nam več o teh izjavah. Ali je čas, da se predsednik vlade distancira od takšnih škandaloznih izjav o zelo, zelo čustveni temi? Prav, Benita, to je pomemben rabin, vodja litovske ultraortodoksne sekte, velik del izraelske haredske javnosti, ki je dejal in napadel je tako verski cionistični sektor, kot tudi vojsko, ko je dejal, da mnogi izmed tistih v vojski iz verskega cionističnega sektorja, Benita, v resnici ne ščitijo države, ko so v uniformi. Delujejo za čas države in v bistvu zagrešijo umor. Grozljiva izjava o izraelskih vojakih. Benjamin Netanjahu je seveda takoj stopil v javnost in jo obsodil.
Ampak Benjamin Netanjahu in njegovi podporniki bi lahko trdili, da je to dobra priložnost za Netanjahuja, da se distancira od ultraortodoksnih. Potem, ko so prejšnji teden sprejeli toliko zakonodaje, ki je bila pomembna zanje, a precej manj priljubljena med širšimi sloji izraelske javnosti. Ampak Benita, mislim, da to ni najboljša razlaga. To je zelo nevarno vprašanje za Netanjahuja. Vprašanje ultraortodoksnih v vojski. Kot ve veliko naših gledalcev, je kontekst tukaj ta, da večina ultraortodoksnih moških ne služi v izraelski vojski. In javnost jih vidi kot tiste, ki izkoriščajo sistem, saj uživajo zaščito vojske, ne da bi služili. In v tem primeru jih dejansko javno obsojajo. To naredi to izjavo zanje zelo, zelo nepriljubljeno. Povezani so z Netanjahujem in so del njegove koalicije. Vsakič, ko se pojavi takšna tema, še posebej na tak način, je to nov krog slabih novic za Netanjahuja. Ta konkretna zadeva bo izginila in morda pozabljena do dneva volitev. Tudi podobne zadeve se bodo pojavljale skozi celotno kampanjo in bodo bogato gradivo za opozicijo, ki bo poskušala izzvati Netanjahuja glede tega vprašanja, ki je razdiralno vprašanje na izraelski desnici. In nam pomaga razjasniti vsa ta vprašanja, vključno z razdiralnimi temami. Starejši dopisnik Owen Altman, najlepša hvala.